Jaz znam približno toliko smučati, kot bi znal lakotnik. Jaz bi se postavil na smučke, bi si zadal cilj, kam moram priti, bi se usmeriral tja in bi se spustil dol. Na ta način bi jaz smučil. In to bi mi, na primer, na smučišču preseglo hitrosti od 150 km/h, glede na pospeške, ki jih imaš, pa kance, ne. In to jaz bi, mislim, verjetno ne bi preživel. Ja, ti bi pristal v bolnici precej hiter. Dobrodošli v drugo epizodo torkovega pogovora. Današnja tema bosta turno in alpsko smučanje. Turno smučanje je šport, ki je trenutno v razvoju in počasi postaja tudi šport, ki ga izvajajo profesionalni športniki. Alpsko smučanje po drugi strani je pa šport, ki ga v večini vidimo samo na televizijskih zaslonih. Veliko od nas ga tudi opravlja, jaz ga ne opravljam, jaz ne smučam, vendar moj sovoditelj in vaš gostitelj Jaka Torkar je sam odličen turni smučar, se ljubiteljsko ukvarja s turnim smučanjem in vam bo zato o turnem smučanju lahko veliko povedal. Tudi, če ste začetnik, nadaljevalec ali kakršenkoli turni smučar, vam bo tale epizoda veliko veselje. No, Jaka, kdaj si začel z turnim smučanjem? Ja, zdaj sem star okoli 18 let je star, ja? Če koga zanima. Začel je pa s turnim smučanjem. Začel sem pa pri 15, mogoče 14. Ja, par let nazaj. Ja. Šel sem na en tak manjši hrib. Spomnim se vseh, da je bilo lepo, dobro, čeprav nisem prišel do vrha. V bistvu je to toliko težek šport mi bil in tudi še zdaj mi je, da ja, je težko, treba se je kar pomatrati. In za vsakega začetnika bi to znal biti kar problem, no. Turno smučanje je tak specifičen šport, je zelo različen od recimo alpskega in če hočeš nekaj doseči, se rabiš zelo pomatrati, sploh na začetku je težko, fizično predvsem, ne. Potem postane pa v bistvu bolj tehnično zahtevno, ne. Tako da, ja, za začetek si rabiš izbrati nek položen hrib, ki ni predolg, da ne traja to več ur, ampak mogoče uro, dve, sam vzpon. In v bistvu sploh pa je najbolj začeti na smučišču. Nekako zunaj ni tako dobro, zato ker so nevarnosti precej večje kot na smučišču. In ja, to je nekako tiste osnovne stvari, na katere rabiš biti pozoren, ko začneš turno smučati. V redu. Hvala, Jaka. Zdaj, jaz vem, da si ti pri turnem smučanju, ko si ga začel, nisi bil čisto sam, ne. Je s tabo nekdo delal. A bi povedal, koliko je to, ki je vplivalo na tvoj razvoj pri turnem smučanju, ker meni se zdi, da ti je kar zelo pomagalo. Ja, to je sigurno zelo vplivalo. Moj oče je gorski reševalec in veliko ve o tem. In skupaj sva sicer prvič, prej ko sem rekel, da sva šla turno smučati na en hrib, no to sicer ni bil zdaj smučišče, ne. Je bil kar pač resen hrib, na katerega pa, kot sem rekel, nisem prišel. Ja, in to v bistvu, če imaš nekoga. Se pravi, turno smučanje, če jaz prav razumem, se praktično nikoli ne opravlja na smučiščih, ne? Ne, v bistvu to ni nekako point turnega smučanja, ampak za začetnika je zelo pomemben, da se nauči vsaj, če nimaš nekih izkušenj z vzdržljivostnimi športi, da se nekako naučiš prenašati napor in pa nekako gibanje, da se to naučiš na smučišču, kjer je varno. Ampak zdaj jaz sem nekako imel že prej izkušnje z temi vzdržljivostnimi športi in ja, sem bil nekako, sem lahko šel že takoj prvič iz smučišča. Zdaj grem na smučišče samo takrat, ko v bistvu
ni snega, ne. To pa je zdaj letos recimo zelo velikokrat. Kar je pa posledica tudi kakšnih sprememb v podnebju Ja. in temati. Ja, s tem naj se ukvarjajo drugi. Jaz bom smučal, če bom lahko. Ampak ja, zdaj, če se vrnem nazaj, je pomemben, da v bistvu, je to varno na začetku in pa tudi naprej, ne. Ampak začetek je najbolj pomemben glede varnosti. In je zelo pomemben, da ti imaš nekoga, ke ti pomaga, ker zdaj sam se vsega tega učiti, je težko. Mogoče te lahko vpišeš v kakšen klub, obstajajo tudi turno smučarske. Obstajajo že turno. Ja. No, potem pa si mu turno smučanje že kar razvaju, ne. Ja, sigurno. Ker jaz si nisem predstavljal, da bi bili že klubi na sceni. So. Očitno so, tako da So. to stvari potem precej olajša, ne. Ja, in če res nimaš nobenega, se lahko tudi v klub vpišeš in potem v bistvu te tam naučijo teh osnov. Če hočeš kaj uspeti, lahko si tudi profesionalni turni smučar. To je tudi, zdaj priložnost, ko bodo olimpijske igre v Cortina d'Ampezzo. Bo prvič tudi olimpijski šport to. Bo olimpijski šport. Turno smučanje postane olimpijski šport na naslednjih olimpijskih igrah. Ja. Samo en kratek vmesen dodatek. Upam, da uživate na najinem sprehodu. Midva zelo uživava. Če vam pokažem malo okolico, izgleda takole. Imava kar lepo danes. Sončka ni, je pa megla. Ampak to tudi naredi neko lepo vzdušje v pokrajini. In midva zelo uživava na sprehodu. In upam, da je tudi vam všeč tale epizoda, če vam je. Da si lahko vzamete malo časa, pa se naročite na najin kanal. In lajkate tale video, nama zelo veliko pomeni. In upam, da uživate v najinih posnetkih. Zdaj pa nazaj na turno smučanje. Evo. Kje so ostala? Ostala sva pri profesionalnem turnem smučanju. Ja. In to je, zdaj se obstajajo že klubi in kaj pomeni na primer vpisati se v klub turnega smučanja? Vem, da ti nisi bil nikoli v klubu turnega smučanja, ampak veš pa približno, kako izgleda, če imaš neko ekipo, ki ti pomaga pri začetku turnega smučanja. Se to? Kako bi to izgledalo? Ja, zdaj večina ljudi se vpiše v klub z namenom, da se bi s tem ukvarjala resno. Nekako morda v prihodnosti tudi profesionalno. Zdaj, lahko se tudi kaj naučiš, pa potem nehaš trenirati. To je seveda čisto na vsakem posamezniku. Ampak zdaj jaz recimo turnega smučanja ne vidim kot nekega tekmovalnega športa. Vsaj jaz se v tem ne vidim. Ampak obstaja, jasno bo tudi na olimpijskih, ampak na smučišču, večina tekem je na smučiščih, ker je to v bistvu tudi bolj varno zdaj. Ker varnost je zelo pomembna, ne glede na to, kdo si pri turnem smučanju. Govorim predvsem o kakšnih plazovih, pa tudi o zdrsih, čeprav plazovi so po mojem mnenju še bolj nevarni. Daj mi ti bolj natančno povej, kakšne so nevarnosti turnega smučanja, na kaj vse moraš biti pozoren, ko greš na teren, da te hujše tudi, ki si jih ti že v glavnem prehodu. Ja. Pa pol, kaj vse pretehta, da so te nevarnosti manj pomembne, kot vse tisto, kar je lepo v turnem smučanju. Daj mi ti to bolj razloži. Ja. Pri turnem smučanju rabiš biti pozoren predvsem na dve stvari. Plazove pa zdrs. Zdaj, seveda so tudi druge nevarnosti, ne. Recimo padajoče kamenje ali pa tudi strela ali pa kakšen snežni metež, vidljivost lahko kdaj povzroča težave. Ampak v bistvu je plaz tisti najhujši, zato ker ti vidiš, da je nekje leden, tja ali ne boš šel, ne, ali pa boš toliko bolj pozoren, da se ta verjetnost, da se ti kaj zgodi, precej zmanjša. Zdaj pri plazovih, če ti nisi izkušen, v bistvu tudi jaz nisem toliko izkušen, da bi točno vedel, tukaj je pa lahko plaz, ne. In zato jaz sam recimo nikoli ne grem smučat, nikoli še nisem šel izven smučišča. To pomeni, da je zelo pomembno, da imaš nekoga zraven, ki greš turno smučat. Ampak to, ko si potem malo boljši turni smučar, tudi pride v poštev?
V bistvu ne. Ko si ti bolj izkušen turni smučar, greš kar sam lahko smučat. Čeprav, če se ti kaj zgodi, je zelo pomembno, da vsaj nekdo ve, kam si šel. Čeprav je velikokrat v bistvu prepozno, če se ti kaj zgodi, ti ni pomoči. Če pa recimo se nekje zgubiš, pa je v tem primeru pa je pomembno, da nekdo ve, kje si, ker zdaj zaradi podhladitve ne boš takoj umrl, ne. Imaš nekaj časa. Če te pa plaz zasuje, pa mislim, da ti ne pomaga nič, ne. Veš, kaj mene zanima? A ko si ti turno smučal, Ja. si ti že kdaj zgodilo, da bi imel kakšno nevarnost tazga plaza pa padanja kamenja? Nikoli ne bomo vedeli, A je bilo to tako, se pravi? nikoli ne bomo vedeli, a je bila možnost plazu velika. To nikoli ne moreš vedeti. Ni se nikoli meni zgodilo, da bi jaz imel plaz, pa veliko turno smučam, ne. Nikoli. Zdaj zdrs, ja, te nevarnosti se nekako zavedaš in lahko vidiš, kje je. So bile tudi kakšne, sploh na grebenih je to zelo nevarno, ali pa če je kakšna strmina, pa potem kakšen skok ali pa prepad dol, potem je to še bolj nevarno, rabiš paziti. In so bile tudi take situacije, ampak na te situacije si pozoren, veš, da se ti lahko kaj zgodi, medtem ko če pa je plaz, ne vem, se na srečo še ni zgodil. V bistvu na to pa ne moreš, tudi za nazaj ne moreš vedeti, kako blizu je bilo, da bi se plaz sprožil, ne. Tako da ne morem povedati, kako blizu je bilo. Lahko, da je bilo zelo, lahko pa, da nikoli še ni bilo možnosti, da bi se sprožil plaz. Se pravi, strahovi pri turnem smučanju so, da se bo plaz lahko zgodil, da bo kamenje lahko padalo, da bo boš padel kakšno luknjo nepričakovano, a ne. Ja. Ampak so pa, če imaš nekoga zraven, ki se zelo spozna na te stvari, tako kot se ti očeta, ne. Precej manjše možnosti in boš lahko precej lepše odpeljal vsako turo, ko boš šel, ne. Ja, pa še to moram dodati, zdaj, če si pa na ledeniku, to sem bil jaz do zdaj enkrat v Avstriji, no, pa ta ledenik seveda ni zdaj spet neki velik. Sem šel na Zomblik v Avstriji. Koliko je ta gora visoka? 3106 metrov, to je tudi najvišji vrh, na katerega sem šel. No, tam rabiš biti pa pozoren še na ledeniške razpoke. Ma ne točno na tem vrhu, ampak na kakšnem drugem ledeniku pa zelo. Mene bo pol malo bolj zanimala ta tvoja izkušnja s 3000 metri. Ja. Najprej bi pa rad slišal, kaj so vse tiste lepe stvari, ki pridejo s tem, da si turni smučar? Ja, veliko je lepih stvari. Lepi so sončni vzhodi, zahodov malo manj vidim, ker pomembno je, da greš na pot zgodaj zjutraj, še kaj noč, če je dolga pot, ker res nočeš, da se tura zavleče proti večeru, ko so dnevi krajši, ko vidljivost postane otežena. Sem imel tudi kakšne take izkušnje, ampak pri turnem smučanju je lepo to, da ni veliko ljudi, da vidiš gore to zasneženo pokrajino, in ja, da ni gužve, tako kot na smučišču, ko se včasih malo bojiš, da ti bo kdo se prebil v hrbet. Ja, tiho. Ja, sigurno je lepše kot smučanje, alpsko smučanje. Ni toliko tega železja pa vsega tega. Imaš proste terene, lahko delaš, kar hočeš, čeprav se lahko kdaj to tudi kaznuje. Ampak ja, načeloma lahko smučaš, če znaš, po veliko terenih, tako da ja, to je glih tisto, ko si sam, pa lahko delaš, kar hočeš, v narekovajih. Kaj pa glede naporov pri turnem smučanju? Ker pri alpskem smučanju, ne, se ti usedeš na žičnico, pa se pelješ gor, ne. Ja. Pri turnem smučanju moraš pa sam priti gor. Ja. A je to tudi plus? A je to minus? Ali to ne vpliva na to? Ali je cilj samo smučati se dol? Ali je veliko pomeni tudi v tem, da sam prideš gor na vrh? Če imaš ti cilj smučati, se boš nasmučal najbolj na smučišču, ne. To je logično.
Z gondolo. Ja, seveda, na smučišču z gondolo. Če pa ti hočeš kaj še videti novega, tam, kjer te smučenca žičenca ne bo pripeljala, ja, pol pa najbolj, da greš turno smučat. Seveda pa ne smeš pa ti na vzponu pretiravati, nikoli ne smeš biti kakor v kolesarstvu, tega bom držal, tegale tretmana, bom šel na polno, ker se ti to lahko maščuje, ne moreš ti priti na vrh čist zadihan, nič več ne moreš, ker te čaka še spust. In zdaj, če spust od tebe zahteva veliko moči, ti jo vzpon že pobere in se lahko stvari zakomplicirajo. Sploh če sneg ni ta prav, zato ker sneg ima zelo veliko vlogo v tem, a je smučanje lahko varno oziroma a je dobro smučati, ker ni tako kot na smučišču. Tam se sneg spreminja z vremenom in to ima tudi zelo veliko vlogo. Kaj pa, ko si prideš na vrh, pa si že malo zmatran, ker si v cel Kranjsko navzgor odhodil? Kako je pa potem s koncentracijo? Ja, to je zelo pomembno. Zelo je pomemben. Ti moraš biti na spustu še toliko bolj skoncentriran. Zdaj, pri smučanju, alpskem smučanju, to ni toliko pomemben, koncentracijo pa seveda moraš imeti. Jo moraš ohraniti, ni ture konj, ke ti prideš na vrh. Ni tudi res, da se je šele začela, ampak je čisto nekaj drugega kot hoditi. In ja, koncentracijo moraš ohraniti, mogoče jo moraš še povečati za spust kot za vzpon. Ampak to me je vedno zanimivo, ne. Pri alpskem smučanju imaš ti narejeno progo, ki je odprta in ti se lahko po tej progi spuščaš brez večjih nevarnosti, da se boš zavil v neko drevo, ne. Ja. Pri turnem smučanju pa se meni zdi, da je vedno neka ovira, kaj boš ti mogel priti mimo, da se ne boš nikamor zabil. In vedno smučate po nekih takih progah, ki so kot gozdovi, kot imaš veliko skal. Meni je to tako zanimivo, ker jaz si ne predstavljam, kako bi bilo to smučati med vsemi temi skalami. A je to sploh problem zate, na primer, zdaj, ko si že malo bolj izkušen s turnim smučanjem? Ne, to ni noben problem. V gozdu mi je celo bolj smučati, ker tam v bistvu plazu pa res nekako ne bo. Ker drevesa zadržuje. Mislim, snežno nekako. Zdaj, Efektivno Ja. podobna so. pa tudi travnika nekako ni, ne. Na travniku, če je novo zapadel sneg, pa ga je veliko, lahko to zdrsne, če ni sneg tudi med sabo povezan, dobro, če so plasti recimo ena trda, pa potem zelo mehka, to lahko splazi. In na to moraš biti zelo pozoren takrat, ko ti greš smučat po enem dnevu sneženja, ke je v gorah veliko snega. Takrat je bolj za iti na smučišče, ker če hočeš še kdaj iti turno smučat, pol je nekako bolj, da ostanemo pri tem, da je varno, čeprav je lepše, ne, če je veliko novega snega. Noben se ne bi branil, ne, iti tako smučat. Pa potem običajno se mi zdi, da ko zapade na novo sneg, zelo pogosto pride tudi sonce za tem snegom, ne. Ja. A to še poveča nevarnost, ker ljudi to vabi na sneg, ne. Jaz na primer, ke grem smučat, čeprav jaz ne smučam, na primer sankat, se grem raje, ko bo sonce, če bo naslednji dan zapadel sneg, pa se grem naslednji dan z veseljem smučat pa sankat, ne. A to še sonce še poveča nevarnost naslednji dan po zapadlem snegu? Kako je s tem? V bistvu ne poveča direktno nevarnosti, da bo zdaj plaz se splazil. Pomemben je predvsem, kako so plasti snega povezane med sabo. Če imaš ti, kot sem rekel, eno trdo plast pa eno ne toliko trdo, recimo prašič, te dve plasti nista med sabo povezane in to lahko splazi. In ta plaz je nevaren. So tudi kložasti plazovi, to je pa zaradi vetra, to je tudi zelo slabo za smučati. Moraš imeti nekaj izkušenj, da to smučaš. Tako da tudi smučarsko znanje je pri turnem smučanju zelo pomembno, ni samo zdaj samo hoja, ne. Tudi smučanje je, čeprav nekaterim se zdi,
ja, sej, zakaj bi pa šel to, ne? Sej lahko smučaš na smučišču, sej to je red, ne? Ampak spust je veliko bolj počasen in previden, kot na smučišču. Ni to zdaj divjanje v dolino, kdo bo prej dol, ne. Tudi, to nima nekega pointa, ne. Se pravi, jaz na primer si smučanje predstavljam edino tako, kot ga je opisal Miki Muster, ko se je šel lakotnik smučat, ne. Jaz znam približno toliko smučati, kakor bi znal lakotnik, in jaz bi se postavil na smučke, bi si zadal cilj, kam moram priti, bi se usmeril tja in bi se spustil dol. Na ta način bi jaz smučal in to bi mi na primer na smučišču preseglo hitrosti od 150 km/h, ne, glede na pospeške, ki jih imaš, pa kance, ne. In to jaz bi, mislim, verjetno ne bi preživel. Ja, ti bi pristal v bolnici precej hiter, Ampak, se pravi, ta sistem pri turnem smučanju sploh ne deluje. ne. Če jaz prav razumem. To nikakor ne deluje. Zdaj bom tako smučal, bo tudi hitro odsmučal, ampak za kar nekaj časa, to se, to ni pametno smučati na tak način. To, vsakemu odsvetujem. Profesionalci v alpskem smučanju pa poskušajo na tak način smučati, ne. Ja. Če jaz to prav razumem. To je pa zdaj alpsko smučanje, to pa je zdaj, čisto druga stvar. Samo moment, preden greva na alpsko smučanje, mene zanima še ena stvar. Jaz sem na začetku rekel, da bova midva povedala tudi kakšno zgodbo iz Jakatovega turnega smučanja in on je šel, ne vem, koliko časa nazaj, se spomnim, ko mi je povedal, da bo šel v Avstriji, meni se zdi, na njegov prvi in edini 3000 metrov visok cilj do sedaj. Ja. In zgodba je zelo zanimiva, tako da bi rad, da tudi vi slišite, ker mislim, da je šel zelo bolan na ta hrib. Tako da zdaj mi ti povej, kaj se je zgodilo. Ja, in to kar precej bolan. V bistvu je bil to moj res cilj že dolgo časa, 3000 metrov. In ledenik, čeprav ni to kul. Ja, moj oči je v Gorski reševalni zvezi Slovenije in ima še enega prijatelja. In smo šli z njim, zelo zgodaj zjutraj, zbuditi se je bilo treba malo po 4. uri, kar je pomembno. In smo se odpravili v Avstrijo, in to je bil v bistvu že februarja. Snega niti ni bilo toliko zelo veliko, tako da smo mogli začeti nesti smučke na začetku, so to pride pri smučanju kar prav, da si ti daš v bistvu smučke na ruzah in greš gor. V pancerjih. Ja, v pancerjih. Kako je pa hoditi v pancerjih? Ja, pancerji so pa drugačni, kot alpski, jasno. Alpski so veliko bolj trdi, imajo samo to nekako. Zdaj, turni pa ti omogočajo tudi, da udobno hodiš, kar je pa v bistvu nekako point, in edina razlika. In se pravi, ti lahko s turnimi pancerji praktično normalno hodiš tudi brez smučk. Ja, v bistvu je veliko lažje kot s turnimi. Jaz imam samo turne panterje, ker ne smučam alpsko toliko veliko. Misliš kot z alpskimi? A si mislil kot z alpskimi, ko si rekel kot s turnimi? Aha, ja, seveda. Ja, z alpskimi. To je nekako tista bistvena razlika, pa predvsem tudi lažje to, no. Lažje morajo biti, ne. Že zaradi same konstrukcije, kako so narejeni. S tem naj se ukvarjajo bolj kakšni dizajnerji pa z materiali, ja. Ti ljudje, jaz, meni je pomembno, da imam dober pancer, ja. Ampak še enkrat. Ja. Če želiš ti odhoditi neki del, pa parkiraš avto, pa ugotoviš na delu, kot si ti mislil začeti, če ni snega. In moraš hoditi. Kako je potem hoditi z turnimi pancerji? Pa saj ni toliko težko, mislim, veliko raje bi videl, da je sneg, in da gre zdaj. Veliko večji problem je, kam dati smučke, če nimaš ruzaka, na katero boš dal smučke, pa jih rabiš v roki nositi, to je velika težava. Ampak glej, če imaš ruzak, pol
in daš gor in pol v bistvu ni težko hoditi. Ni težko hoditi. Kaj pa če bi primerjal z navadnimi gojzdarji? Pa zdaj tekmovalni turni pancerji so veliko boljši kot gojzdarji. Za hoditi? Ja. Polno po ravnem? Ja. Mislim, tako? Ja, Kosmič. ja. So boljši kot gojzdarji? Ja. Vsaj tako imam enega prijatelja, ki tekmovalno pirno smuča, in s temi pancerji se da narediti marsikaj zelo hitro, in ja, lahko tečeš, vse lahko delaš. Tako da, to so kar orange pancerji, ampak zdaj midva se morava vrniti na 3000 metrov, ne? Ja. Ja, zdaj začelo se je, ko je bilo še malo noči, ampak to ni tak problem pri vzponu. Ja, ampak ne toliko kuli temi. To ni problem pri turnem smučanju na gor, na dol bi bil. Na gor pa ne, saj vzameš malo lučko in je to to. No, jaz sem bil pa bolan, ne. 2 dni prej sem bil kar zelo hudo bolan. Kašljal sem, vročino sem imel kar tam, kar visoko, zdaj se ne bi spomnil kakšno. In vedel sem, da se bom mogel pozdraviti do te 3000-ke, ne. Ker ne grem toliko velikokrat v Avstrijo, da bi zdaj kaj rekel, ja, pa ne bom šel, ker pol bi spet zamudil in mi ne bi bilo prav všeč. In ja, sem šel bolan, imel sem malo tak slab glas, pa predvsem malo je v pljučih bolelo, ke sem vdihnil. Ampak ne toliko, da bi bilo prav najhujše, čeprav na vrhu, na 3000 metrih, sem že kar zelo čutil, da sem spraznjen, energije nisem imel več. Težko sem jima sploh sledil. Načeloma jima bi mogel, ne, slediti, ampak takrat pa nisem mogel. Imel sem težave in začela me je boleti glava. To sta oba rekla, da je to zaradi višine, kar je lahko res, če nimaš ti dosti kisika, če ti nisi aklimatiziran, je to lahko velika težava. Ampak jaz mislim, da to sicer je bil moj najvišji turni smuk, ampak mislim, da to ni bil problem, da je bil to problem tudi zaradi bolezni, ke nisem bil pozdravljen. In ni pametno, zdaj saj, če si malo bolan, ne, misliš, pa saj to ni tak problem. Greš v šolo, delaš vse, ampak iti turno smučat, tudi če si malo bolan, ne. Ne vem, če si veliko ljudi predstavlja, koliko je to težko, iti, pa tudi če čisto malo bolan, turno smučat. To je veliko težje, kot si večina ljudi predstavlja, se mi zdi. Torej, če bi rekel, da si nekdo zelo želi iti na 3000 metrov, tako kot si ti, pa da bi zbolel na podoben način. Ja. A bi predlagal, da gre narediti to, ali naj počaka na drugo priložnost, ki bo mogoče prišla, ne vem, čez 1 leto, pa čez zelo dolgo časa? Ja, seveda ne iti, ne. Dobro, jaz nisem imel nobenih posledic zaradi tega, ne. Ampak ni bilo pa dobro za iti. Ne, ni ti dobro, glava te boli, ampak glejte, zdravje je bolj pomembno kakor brezglavo rinjenje, čeprav spet ni bilo toliko hudo. Ampak tudi če si malo bolan, priti na 3000 metrov s smučkami je kar težko, no. Tako da ne tega delati, saj je veliko možnosti, ne. Tako da lahko greš pa tudi čez naslednji teden. Ni to toliko pomembno kot zdravje. V redu. Potem, ko si pa ti dol prišel, pa ko si se usedel v avto, pa ko ste naložili smučke, pa ko ste se začeli peljati, kakšno je bilo stanje s tabo?
pa v bistvu niti ne toliko slabo, ne. Glava me sicer je bolela in to kar zelo močno, ampak ne pa zdaj, tako, da bi bilo za znoreti, ne. Sicer, imam kar velikokrat glavobole, po eni nesreči, ke sem jo imel, in sicer to je bilo zdaj leta 2024 februarja sem šel na ta vrh. Eno nesrečo kolesarsko sem pa imel novembra, ampak ne, oktobra. Dobro, v bistvu. Ja, To na dobro, ja. petek 13. O tem lahko, govorimo naslednjič. Ko bo, mislim, da bo kolesarstvo govorila, ko se bo začela kolesarska sezona Tako da. in potem lahko ta tvoja nesreča noter pride. Ja. Pa še veliko različnih zgodb imamo o tem. Tako da ja. V redu, se pravi, ti, ko si bil v avtu, si bil v bistvu, a si bil zadovoljen s tem, da si naredil klanec, si bil vesel, da si šel? Ja, ke narediš, pa te boli glava, pa si malo hripav, pa si naredil klanec, ne vem, zakaj ne bi bil vesel, ne. Saj vesel si, da si naredil, ne bi bil pa toliko vesel, če bi pol spet zbolel, ne. Toda to se je izteklo zelo dobro, ne. Ampak bolan na 3000 metrov iti, to je predvsem zelo neumna ideja, pa tudi če si malo bolan. Če si pa zelo bolan, pa to je pa zelo neumna ideja, ker pol imajo pa delo, taki ljudje, kot je moj oči, ja, in ne tega dela, ne. Ker vam tudi v velikih možnostih ne bojo mogli pomagati, če jaz prav to razumem, ne. Ja. Kot je prej razlagal. Ja, saj helikopter lahko leti, če je tako vreme kot danes, tudi ne. Ni nujno, da bo helikopter. Danes je pa tako vreme. Ja, seveda. Bolj slabo. Tako da, ja, saj sem rekel že velikokrat, pa še velikokrat bom. Pri turnem smučanju je pomembno varno. Zdaj pa samo moment, ker ne vem, kaj sem jaz s kamero naredil, pa si lahko vi pogledate, kaj je tle okrog naju dveh. Evo, takole. Jaka, okolica in avto, ki pelje nasproti. Ja, ker kamera je v redu, teče, tako da gremo naprej. Bi ti označil to tvojo izkušnjo kot pozitivno, če jaz to razumem, ja? Ja. Pozitivno, ampak, lahko pa je to velika napaka iti bolan v hribe. Tako da, če si malo mlajši pa zaletal, je to zelo neumna zadeva, sploh če si sam. Zdaj jaz nisem bil sam, ne. Ampak ja, ne, to ni pametno. To se lahko konča slabo. V redu. Te tvoje zgodbice so zelo zanimive. Mislim pa, da je tudi zanimiva tista prispodoba, ki sem jo dal jaz prej z lakotnikom. Ja. In lahko greva na alpsko smučanje, kjer so se pa na ta način, kot sem ga jaz opisal, mogoče zgodile kakšne poškodbe, ki še zmeraj trajajo, pa me zanima, kakšno je alpsko smučanje kot šport, če ga primerjaš s turnim smučanjem. Saj verjetno si tudi že kdaj alpsko smučal, ne? Ja. Precej večkrat kot jaz, sigurno. No, in kako je na primer alpsko smučanje na smučišču? Ja, zdaj zabavanje, hitrosti so večje, lahko delaš marsikatero stvar, ki je recimo ne moreš izven smučišč, ker ne bi bilo varno. Ampak zdaj, glede poškodb, saj jaz zdaj ne vem, a je več poškodb se zgodi pri alpskem smučanju ali pri turnem. Meni se zdi, da v številki precej več, v alpskem, ker veliko več ljudi alpsko smuča, ne. Ampak turno se mi zdi pa, da v procentih, ma ne vem, mogoče celo več, čeprav, ne bi vedel, poškodbe pri turnem smučanju, pa ne vem, katere bi bile hujše zdaj. Pri turnem poškodovati se na neki višini je tudi precej zoprna zadeva. Veliko bolj kot na smučišču, ke pridejo do tebe, ti pomagajo na turnih,
je to veliko bolj zoprno. Ja, v svetovnem pokalu pa, kot si rekel, so poškodbe, ki še vedno trajajo pri nekaterih, recimo Michaela Schifrin ali pa mogoče, ki jo večina zna. Drugače pa njen mož, no, fant zdaj ne vem, je pa tudi poškodovan, Alexander Omot-Kilze, v bistvu on je pa veliko huje poškodovan kot Michaela. Vsaj eno leto ne bo, no, že ne smuča. Poškodoval se je na eni zelo znameniti progi za smuk v Wengnu. In precej hudo, tudi slike je objavil. In to je bil pa precej hujši padec kot padec žene. Daj mi ti povej, če se lotiš turnega alpskega smučanja. Ja. Kako za turno smučanje si že povedal približno, katere stvari rabiš, pa kako začeti. Daj ti za primerjavo še enkrat naštej pripomočke, ki jih je fajn imeti, ko začneš točno turno smučanje, pa na splošno, kako je začeti alpsko smučanje. Ja, fajn je imeti najprej palce pa smučke, ne. Pa tudi čelado. Pa pancerje, ne. Pol pa se začne malo razlikovati. No, pa obleči se je treba, ne, da ne zboliš. Ampak zdaj pri turnem se pa pol začnejo stvari malo zapletati, ne. Turno smučanje naj bi bilo tako, ja, mora biti vse lahko, da bo klanec hitrejši in tako naprej. Ampak v bistvu teža se pa začne nabirati predvsem pri pripomočkih, ne, oziroma stvareh, ki so nujne. Zdaj najprej rabiš ene trakove, ki si jih daš pod kminčko, da te v bistvu ti greš lahko naprej z smučko, nazaj pa te v bistvu ne moreš iti, ne. Tako da ne boš zdrtnil nazaj. Sicer če je leden ali pa če je res velika strmina, če je velika strmina, je pol lahko tudi problem, ampak načeloma so pa ja, dober izum, ne, da lahko sploh turno smučaš. Tako da tem kožam se reče psi, ne, ampak ja, brez tega ne gre. Razen če se greš neki alpinizem in v bistvu ti samo hodiš, pa potem odsmučaš, ampak to so pol Kaj pa, ko prideš na smučišče? Ja. Na za alpsko smučanje? Kako se pa tam lotiš, ko že vso opremo imaš? Kako se lotiš alpskega smučanja? Pa precej preprosto. Najprej se naučiš kontrolirati hitrosti, torej ali ne pelješ v smrečico, ali kako bi temu rekel, v plug, no. Da je sicer to je začetniško, če ne pa se naučiš zavijati, a ne. Tako da nekako to se najprej naučiš. Pol pa v bistvu preklopiš na kakšne druge zadeve, ne. Torej, kako delati zavoj in tako naprej. Kar se tiče tega, je turno smučanje veliko težje, ker rabiš to, kar ti v bistvu delaš na smučišču, prenesti na sneg, ke niti približno ni tako, ke ke da imaš neko matematično formulo, to je smučišče, potem delaš, no, potem prideš pa v realnost, je pa toliko enih drugih dejavnikov, skratka, velika razlika smučati. Po steptanem snegu ali pa po čisto takem, ke je. Torej, alpsko smučanje je začeti precej lažje. Pa na primer, da ne rabiš nekoga, ki ti bi povedal, kaj moraš narediti, ne. Da se lahko počasi sam lotiš in je veliko lažje to narediti sam, kot pa turno poti. Ja, to to prav definitivno. To V redu. definitivno. Fajn je se znati držati gumba, verjetno.
da ne pride do kakšnih poškodb. Ja, Sam, to ti verjetno tudi na smučišču pokažejo, in če ne znaš. Potem pa, ko pa prideš na višjo raven alpskega smučanja, se pa zgodi, da rabiš verjetno tudi boljšo opremo, več opreme in to postane verjetno tudi kar drag šport, ne. Ja, Ampak potem ta šport tudi veliko ljudi gleda, tako da je profesionalni nivo smučanja tudi kar precej visok. In me zanima, kaj se pa zdaj dogaja v svetovnem pokalu alpskega smučanja. ja, ženski ali moški? Najprej začnimo z moškimi. Moškimi. Ja, zdajle je tekma v tem času, ki govoriva, torej zdaj je sobota in je sicer slalom v Adelbodnu, to je ena bolj znanih slalomskih klasik. In sicer so prestavili veleslalom pa slalom. Ponavadi je veleslalom v soboto, slalom v nedeljo. Zaradi vremena so to prestavili, ampak načeloma, ja, Slovenci so dobri letos v hitrih disciplinah, medtem ko v tehničnih, razen Kranjca, nam gre bolj švoh, ne. Ja, v hitrih pa smo dobri, ne. Imamo Čatra, Hrobata, tako da nam gre precej dobro, smo tudi na stopničkah že bili. In ja, predvsem smuk, ne. Smuk rad gledam, pa veleslalom, ne. Lahko so Slovenci na vrhu, no, tam nekje blizu, ne. Sicer je pa jasno vodilni Odermatt, ne, lansko leto je dominiral brez težav, letos malo težji. Ima nekaj konkurence, ampak načeloma še vedno, čeprav v veleslalomu ima malo težav, ampak Švicarji so predvsem neverjetni v hitrih disciplinah letos. Pa smo videli že hudih padcev, kar veliko. Recimo Francoz, en Cyprien Sarrazin, je padel hudo, in imel možganske krvavitve, tako da ja, glede tega je veliko vprašanj, kako narediti te hitre discipline bolj varne. Ampak če je šov, ne, pa če se to gleda, pol ostanejo stvari večinokrat enake, saj to je v veliko športih tako, ne, tudi v kolesarstvu. To bo pa enkrat z zagotovostjo tudi podcast na temo v kolesarstvu. Ja. Kaj vse ženejo sponzorji ven iz kolesarjev, ne. Ja, Pa to je ena zelo zanimiva stvar in to temo bomo tudi zelo pokrili, ker nam je zanimiva in bo tudi vam verjetno zanimiva. Mislim, ne bi pa radi delali šova iz tega, ker to ne bi smel biti šov. ja, A ne? Tako da. Torej, če jaz prav razumem, Slovenci letos praktično nimajo več šanse nekega preobrata, ali se motim? pri moških v smučanju, Pri moških smučanju, ja. mislim, A bo kakšna zmaga slovenska letos na smučanju? jaz mislim, da ne. Slovenci ne bodo zmagali. Nobene tekme se mi zdi, še nočem biti negativen, ampak jaz mislim, da nikjer, ne v ženski ne v moški konkurenci nimamo nobene možnosti za zmago. Mislim, da je to kar neka realnost. Torej, ženska konkurenca izgleda pa kako? Ne samo slovenska, ampak najprej splošno. Ke tekmuje Šiferin, lahko nekako tekmuje za drugo mesto, ne, ker zdaj bila je tudi Vlhova, ne, samo ona se je poškodovala lansko leto na svoji domači tekmi, na Slovaškem. Ampak ima precej manj zmag kot Šiferinova. Šiferinova je zdaj pri 99. Je že smučala v cilj proti 100, po pa tisti padec, zaradi katerega je zdaj poškodovana, doma, ne, v ZDA, tako da sta obe najboljši bili poškodovani doma. Tako da to je malo smešno. Ampak ja, meni se zdi, da ko bo prišla nazaj, bo stosica zelo kmalu in ja, saj ima vse rekorde, ne. Tako da
Steinmark je po rekordih za njo, ampak ja, glede primerjave teh dosežkov je pa tudi zanimivo. Torej, to pa tudi mene zelo zanima. Ti imaš, nekoč smo imeli svetovno verjetno zelo dobre smučarje. Zdaj so smučarji, ki njihove dosežke presegajo. Ampak jaz vem, da tako kot povsod drugje, se je tehnologija in oprema totalno razvila. Zdaj čisto drugi svet smučanja, če se jaz ne motim. In kaj pomenijo te primerjave? Je to sploh smiselno delati? Primerjave med smučarjem izpred 20, 30, 40 let in zdajšnjimi smučarji. Ker zdaj Šifrin ima rekord maksimalnih številk. Kakšen rekord ima? Ja. Največ zmag. Ja, to pokaže. Steinmark, ko se ne motim, jih imel 86. Lindsey Vonn, tretja najboljša, 84. Ona ima pa 99. Ja, in je to že premagala. Ali to smiselna primerjava, da rečeš, Steinmark jih je zmagal 86, ona pa 99 in je zato boljša? Ne. Zdaj, čase se pri smučanju itak ne primerja. Tisti, ki primerja čase, ne vem, na te poglo. Ker so itak proge vedno različne. Pri smuku sicer ne, ampak spet je zaradi snega, to je zelo neumen primerja. Ampak zdaj, da bi pa zmage primerjal, saj lahko, ne? Ampak Steinmark recimo je vozil samo dve disciplini, ne? Slalom, veleslalom, Šifrinova je zmage v čisto vseh disciplinah, to obstaja. In tudi več disciplin je, takrat ni bilo super veleslaloma v Steinmarkovih časih, zdaj je. Šifrinova je nabrala kar nekaj tudi zmag iz super veleslaloma, smuka. Imajo tudi paralelne tekme, ki zdaj ni več. In pa tudi kombinacija, no, pa čeprav je bilo tudi pri Steinmarku. Tako da take rezultate je precej neumen. Kaj pa na primer, da imajo zdajšnji športniki več zmag na olimpijskih igrah? Kaj pa to? To je pa še bolj neumen primerjati. V bistvu Steinmark sploh ni tekmoval na olimpijskih igrah, zato ker je bil profesionalec, ne. Nekako v to smer gre zgodba, da jim je bilo prepovedano nastopati na olimpijskih igrah. Zdaj seveda lahko, ne, ampak takrat ne. In Steinmark recimo, ko so bile olimpijske v Jugoslaviji, meni se zdi, da ni tekmoval, oziroma sem skoraj prepričan, da ni, ker če ne bi verjetno zmagal. In glede tega, to pa se sploh ne sme primerjati. Ne vem, če ima kakšno medaljo Steinmark z olimpijskih iger. Če pa ima kakšno, jih pa nima veliko, ker ne vem, če so mu pustili skozi celo kariero biti na olimpijkih. Mislim, da ne. Mogoče, ja, enkrat. Ne vem, ne. Ne pa, da bi lahko šel vsake 4 leta na olimpijske, kaj pa. To pa sigurno ne. V redu. Se pravi, primerjave so v teh smislih brezpredmetne, če sem jaz prav razumel. In se treba ozirati samo na to, kateri športniki so v določenem času zanimivi in njihove medsebojne primerjave. Ja. A te primerjave medsebojne se mi zdijo smiselne? Ne vem, kako pa ti gledaš na te. Ja, so zelo smiselne. Šifrin, Vlhova, to je zelo smiselno primerjati. Saj se tudi oni med sabo primerjata na treningih in tako, in potem na tekmah. Nikoli pa ni Šifrinova, ali pa tudi kdorkoli drug, recimo, če vzamem primer s kolesarstva, prišel na tekmo, mislim, ali pa po tekmi, pred tekmo, kakorkoli, rekel, ja, zdaj pa sem, ne vem, boljši kot nek drug, recimo Lance Armstrong, zdaj pa sem močnejši. Nikoli ne boš prišel pa tega rekel, ne. Vedno boš nekako primerjal se z nekom drugim, ki je bil na tisti tekmi, ali pa tudi sam s sabo, recimo, 1 leto nazaj, kakšen si bil takrat. Tako da meni se zdi, da so primerjave v športu najbolj smiselne, da se primerjaš sam s sabo,
v času. Smiselno je tudi, da se primerja z drugimi, ampak ne pa z nekom, ki je bil takrat, ko si ti bil še v plitah, ne. Vem, s tem se je precej neumen hvaliti, primerjati in kakorkoli. Mislim, da to ni pametno. Ena stvar, ki mene zanima, zelo me zanima, je, če slučajno veš, koliko je bila največja dosežena hitrost kadarkoli na smučkah. Ja, to je bila ne na tekmi, ne. Ja, Tekme, razumem. Ker niso narejene za hitrost, tekme- verjetno. sicer so hitrosti visoke, ampak ni samo hitrost, ne. Smuk ni samo, s kako boš ti spustil tiste smučke dol. Rabiš jih tudi kontrolirati v ovinkih. Nikakor ni to samo dol. To niso to ravno tekme, ampak so tudi, ne vem, eventi, no, dogodki, kjer se pa v bistvu se prav dosega najvišje hitrosti, so to posebne obleke. Ne vem, saj mogoče ste že videli na YouTubu kakšne take v rdečo oblečene ljudi, ponavadi so rdeče in se spustijo dol, to gre pa Bova dala primer noter v video, da se bo razumelo. Evo. in tam pa v bistvu, ja, ne vem, 200, zdaj bom rekel na pamet, 250 letijo. To je educated guess. Ja, prav. Priučen poskus. Ja, recimo 250, da bi mogoče malo več, 270. To jaz nisem nikoli zaznal podatka, jaz to zdaj rečem takole. Ampak nisem tam okoli 250 bi moglo biti. Kar so kar velike hitrosti, no. Pač ne smeš padati, ne. Ne smeš padati, saj takih ekstremnih dogodkov je v tem svetu vedno več. Tudi najdaljši skok, recimo, na svetu je koliko 290, 292, nekaj čez 290 metrov enega profesionalnega skakalca, recimo, to na Islandiji, ampak seveda na posebni Red Bullovi skakalnici iz snega, ke so jo naredili. Drugače pa rekord pa nekaj čez 250, mislim, da 253 pa pol, kraft, ne vem, v Vikersundu, drugače pa ne. Ponavadi se profesionalci s takimi zadevami ne ukvarjajo. To so prav posebne ekstremne zadeve, ke se bolj ekstremisti s tem ukvarjajo. V redu. Mene pa zdaj zanima, kaj na primer v Formuli 1 vem, da je izjemen pomen tehnologije in se pravi inženirske ekipe, ki stoji za napravami. Kakšen je pa v smučanju pomen razvijalcev smučk za uspehe športnikov? Kakšen pomen imajo dobre, slabe smučke? Ja, smučke so v turnem je pomembno, da so smučke lahke in pika, ne. To je konj. Pol rabiš imeti pa še vezile, ki se v bistvu odpirajo, ni tako kot pri navadnem smučanju, kjer imaš ti peto zaprto, ampak jo imaš, se premika, in sicer vertikalno, ne horizontalno. In v bistvu ti lahko tako hodiš, ne. In vezi so tudi v bistvu pomembne, spet. Naloga vezi je, da te drži, ampak še vedno hkrati mora biti pa zelo lahko. Smučka pa, ja, veliko lažja, samo s tem izgubi nekako svojo trdnost malo, čeprav za turno to ni toliko pomembno, kakor za alpsko, kjer mora biti smučka trdna, pancer tudi, in vsaka moč, ki gre v zavoju, mora iti na robnik, da ta drži in da ima nekako smučar ukrejen, ne. In ja, to je nekako to. Je pomemben. Kaj pa povezava treningov smučanja alpskega
na terenu in v telovadnici, ne, ker kakor jaz vem, večina smučarjev, ki trenira alpsko smučanje, mogoče celo več časa preživi v telovadnicah kot pa na snegu, ne. A je to res ali sem to mogoče malo sfalil, to predvidevanje? A ti veš te stvari? Figuranje je to zelo pomembno. Ampak ja, mislim, da na smučkah na snegu se preživi zelo veliko časa in tudi različne narodnosti zdaj so že v smučanju dobre. Angleži, Belgijci, ker saj misliš, saj nimajo snega, ne, ampak imajo dvorane, kjer se smuča. Tam je sicer baje zelo trdo, tako da ponavadi so recimo day riding in so zelo dobri v takih bolj trdih stvareh. Ampak ja, saj se da smučati v dvoranah, v teh. Pa tudi na travi, ne, na Nizozemskem. Skratka, se da smučati. Meni se zdi, da v telovadnici preživijo pa zelo dolgo časa. To je zelo pomembno za smučarje, ampak mislim, da na smučkah pa saj se selijo. Tako kot sva se midva zdajle preselila in hodiva že nazaj proti domu. In zdajle, da nadaljujeva s temo, ke sva jo prej zaključila, da zaokroživa, kar sva govorila, je selitve smučarjev, ke trenirajo, ne, ke se prestavljajo iz enega trening kampa na drug trening kamp. Mi Vojaka še kaj več o temle zdajle dokončal, pa da vidiva, kaj delajo smučarji do treninga. Ja, noge so najbolj pomembne, ampak veliko z utežmi. Stabilizacija je pa tukaj. Mislim, da je stabilizacija je pa skoraj enako pomembna. Res je pomembno, kako si ti pripravljen tudi blažiti vse tiste grbine, kako si in tudi ravnotežje je tudi zelo pomembno. Pa predvsem prostorska, kako ti vidiš v prostoru stvari, kako navezovati neke zavoje. Skratka, vizualizacija, to je ekstremno pomembno. In ja, zdaj trenirajo predvsem, ko je tukaj recimo poletje, trenirajo v Patagoniji, v Argentini, Čile, tam, ke je sneg, ne. Drugače pa tudi na evropskih ledenikih, Švica, predvsem, Avstrija tudi kakšen, čeprav tega je vedno manj, mislim, da so redki, ke še ostanejo tukaj. Večina jih gre pol tudi v Novo Zelandijo, recimo, čeprav to je že malo dražje. Za kakšne manjše ekipe je to problem. Recimo Bolgarsko, zdaj, ke je ta zadnji slalom v Madoni di Campilio zmagal Albert Popov, to je prav senzacija bila, da je zmagal Bolgar, ke imajo po moje samo enega predstavnika v moški in ženski kategoriji. So bili tudi že včasih dobri, zdaj se ne spomnim, kako mu je bilo že ime. Ampak ja, je pomembno, kaj ti delaš pri smučanju, kako ti delaš, vsi detajli so pomembni. V redu. Zdajle pa mene zadnja stvar za danes in to je, kateri šport med turnim pa alpskim smučanjem bi Jaka izbral, če bi ga mogel delati do konca življenja, in zakaj? Ja, turno, ne. To je pa zelo lahek odgovor na tole. Turno vedno. Mislim, turnih smukov je toliko enih različnih stvari, saj smučišč je veliko, saj ne boš mogel iti na vsa smučišča, tudi turnih smukov ne boš mogel iti. Pa lahko izbiraš, kam greš. Mislim, da smo ena zadnjih generacij, ke bomo lahko turno smučali. Smučalo se bo lahko še naprej v dvoranah, ma to me ne zanima. Tudi umetni sneg se bo dalo še dolgo časa delati z vsemi temi kemikalijami, ampak meni je najbolj turno smučati. Mislim, da je to tak ta pravi šport. Ne čisto za vsakega, ampak
ja, moramo izkoristiti, zdaj, ko še je sneg, moramo se zavedati, da verjetno smo ena zadnjih generacij, ki to lahko počnemo. In ja, po moje je to nekako to, siguren, turno smučanje. To mi sem zagotovo boljši in to bi delal, če bi mogel izbrati, kaj bi delal do konca življenja. Hvala, Jaka, danes za tvojo družbo. Mi je bilo veliko veselje, da sva se spet dobila. Tukaj se bo vsak torek dobivala. Vi boste vsak torek gledali posnetek, mi dva snemamo običajno v soboto. In upam, da ste uživali v današnji epizodi. Če vam je najin pogovor všeč, se lahko naročite na kanal. In če vam je bil zelo všeč, tudi pritisnite like. Ja, in s tem nama dajete vzpodbudo tudi za naprej, da snemava, da se potrudiva, lahko tudi kaj predlagate. S tem bova dobila nekako motivacijo, da bova dobro delala naprej. Lahko predlagate, katere športe bi radi videli, marsikateri šport vam lahko razloživa. Naslednji teden pa smučarski skoki. Ja, to... Hvala za ogled in se vidimo naslednji torek. Ja, naslednji. Adijo.